kolegi, gospod predsednik vlade. Ob nastopu vaše vlade, ki jo vodite, smo mladi poslušali obljube, kako boste zgradili 30.000 neprofitnih najemniških stanovanj. Omenjen cilj ste ljudem prodajali kot enega izmed ključnih elementov izpostavitve Ministrstva za solidarno prihodnost. Rezultat 3 let in več 100 milijonov evrov. Ministrstvo je danes analiziralo, načrtovalo in obiskovalo stanovanjske sklade po Sloveniji brez kakršnega koli posluha za lokalno skupnost. Potem je sledil vrh koalicije na Brdu pri Kranju 1. 2. 2023. Se pravi pred več kot 2 letoma, ker ste ponovno obrnili ploščo in o tem dejali. Sedaj je potrebno ukrepati odločno in to z vsemi silami. Ta vaša odločnost vlade se je pokazala že na novinarski konferenci, ko člani vaše ministrske ekipe sploh niso vedeli, za koliko gradnje stanovanj ste se sploh odločili. Na koncu je padla obljuba o vzpostavitvi mehanizma za 3.000 najemnih stanovanj vsako leto po letu 2026. Ko je bilo 100 dni vlade, je eden izmed vaših ministrov dejal: lopate imamo že pripravljene. Po 1000 dneh bi pričakovali vsaj kakšno položeno opeko, vendar temu pač ni tako. Spoštovani predsednik vlade, če dnevno lažete in zavajate vi, resnico pač razkrijejo številke. V letu 2023 ste SSRS dokapitalizirali s približno 25 milijoni evrov. Za leto 2024 ste potem namenili še dodatnih 25 milijonov. Za letošnje leto namenjate temu skladu 100 milijonov evrov in podobno tudi za naslednje leto. Rezultat vsega tega: SSRS je do sedaj v letih 2023 in 2024 zgradil manj kot 400 stanovanj na leto, od tega več kot polovico iz mehanizma NOO-ja oziroma načrta za okrevanje in odpornost iz časa vlade Janeza Janše. Na podlagi tega, spoštovani predsednik vlade, me zanima, ali boste slovenski javnosti, predvsem pa mlajšim generacijam, katerim pripadam tudi sam, končno povedali, da je bila obljuba o 30.000 stanovanjih in kasnejša obljuba o 3.000 stanovanjih na leto lažna. Naslednja stvar, glejte, vaša koalicijska pogodba pod točko Mladi ste naša prihodnost narekuje tudi spodbude za stanovanjsko problematiko na podeželju. O tem nismo v tem državnem zboru slišali še nič. Poleg tega na strani 32 pod točko Stanovanjska politika omenjate možnost regulacije najemnin. No, to ste res posegli, tega ste se letili tako, da ste davek na oddajanje v najem dvignili z 15 na 25% in posledica tega dvig najemnin za tiste, ki najemajo svoja stanovanja. Pri tem vas sprašujem, zakaj ste z vašimi političnimi odločitvami povzročili še dodaten dvig najemnin, kljub vsem opozorilom strani naše poslanske skupine, in zakaj vlada ne zagotovi dodatnih zakonskih okvirjev za finančne mehanizme, ki bi omogočali, da mladi lažje pridemo do lastne nepremičnine. Hvala. Hvala lepa. Smo v pustnem času in tudi mene, verjetno še koga od vas, so obiskale maškare in so mi dali zelo jasno sporočilo. Pust ni namenjen samo odganjanju zime, ampak tudi odganjanju slabih energij. Jaz si res želim, da ovišejo vse poslanske skupine in to sporočilo predajo naprej. Stanovanjska politika je ena od osrednjih politik te koalicije in te vlade. Ko smo nastopili mandat, smo zelo jasno povedali, da želimo v 2 mandatih izpolniti ključni preboj na tem področju in da vsi ukrepi, ki jih bomo še posebej na stanovanjski politiki izvajali, so zavezani 2 mandatom. Zato, ker se ne da drugače, kot da gradiš 2 mandata. Ne moreš začeti gradnje in končati gradnje in še denar zagotoviti in zakonski okvir v enem mandatu, ker je to nemogoče. To ne pomeni, da bežimo od česarkoli, ravno obratno. Jasno so se zavezali v stanovanjski politiki, prvič v zgodovini te države, prvič, pa nimamo 3-krat vlade, kot jo je imela SDS. Imamo prvič in smo se zavezali temu, da bomo v 10 letih namenili 1 milijardo evrov, vsako leto 100 milijonov za namen stanovanjske gradnje. Denar je en del rešitve. Ta druga rešitev, ki se že kaže v letošnjem letu in boste lahko vsi priča, je, da se začenjajo odpirati gradbišča, ker smo povedali, da bomo v tem mandatu primarno začeli z gradnjo. In v letošnjem letu je predvidenih po podatkih, s katerimi sam razpolagam, začetek gradnje 2000 stanovanj. Če bi vsi tisti, ki danes prisegajo na interese mladih, se tega zavedali takrat, ko so bili na vladi, bi bila ta stanovanja že zgrajena. A imajo vedno polna usta samo takrat, ko sedijo v opoziciji. Ker poskušajo ostalim, v tem primeru Svobodi, preprečiti,
na vse možne načine, da bi do teh stanovanj mladi lahko prišli. In to se bo pokazalo v letošnjem letu. Predsednik vlade, glejte, maškare res odganjajo zimo, vaša vlada pa odganja stanovanja za mlade. In sicer tem vašim trditvam, ki smo jih sedaj slišali, lahko na tem mestu rečemo, da so lažnive. V roki imam poslovno politiko stanovanjskega sklada, sprejeto v letu 2021, v času prejšnje vlade, ki narekuje stanovanjsko politiko do leta 2025. Ko odpremo stran 18, spoštovani gospod predsednik, vidimo vse projekte, s katerimi se sedaj vi hvalite, da je to posledica dela vaše vlade. Kaj dejansko delate? Projekte prejšnje vlade označujete za svoje projekte. In to je neka stalnica pač znotraj trenutne koalicije. Prostite, v Sloveniji imamo pregovor, ki pravi zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača. V času te vlade pa lahko dodamo trditev, laž na laž, Golobove vlade staž. Kajti vse, kar se zdaj poslušamo, so prazne obljube. Zato vas še enkrat sprašujem, ali boste slovenski javnosti na tem mestu rekli, da je bila obljuba o mehanizmu 3000 stanovanj na leto lažniva in da končno priznate, da vse, kar ste do sedaj izvajali, je posledica politik prejšnje vlade. Zakaj ste lagali vsem mlajšim populacijam in zakaj nam ne omogočite tega, da bi lažje prišli do lastnih stanovanj, ne pa, da nas silite v najemništvo? Meni je ta manipulacija vedno fascinantna. Sami berete gradivo o strategiji iz leta 2021, v kateri govorite, da je 1500 stanovanj v 4 letih namenjenih za gradnjo. Sami ste to prebrali. 1500 v 4 letih. Da, to je tempo, ki je veljal v Sloveniji zadnjih 10 let. Jaz vam pa govorim, da bo v letošnjem letu začeta gradnja 2000. To je razlika med enim pristopom, ki je zagotovil v vsem tem obdobju, koliko sredstev, boste vi povedali, vam povem jaz. Zagotovil je v času, dokler so bili na vladi 1,5 milijona iz proračuna, potem pa še 60 milijonov iz načrta za okrevanje in odpornost. Mi smo jih zagotovili vsako leto 100 milijonov. Smo povedali prvi dan, da bomo dobili ta tempo, bomo rabili 2 mandata in v letošnjem letu 2000. In ne, ni me strah obtožb o lažeh. Zaradi tega, ker ima vsaka obtožba, ki je laž, resnici kratke noge. In se bo konec leta pokazalo, koliko projektov bo odprtih. Glede na to, da na konkretno vprašanje nisem dobil prav nobenega odgovora, definitivno podajam postopkovni predlog, kar se tiče obravnave. In očitno tudi me gospod predsednik vlade pač ni razumel niti v mojem vprašanju, očitno ni pogledal obstoječih strategij, ko je prevzel funkcijo predsednika vlade, kajti strategija, o kateri jaz govorim, je od teh 2000 stanovanjih, o katerih sedaj vi govorite, da se bodo gradila, zagarantiral že finančne okvirje za 1500 stanovanj. In v tej strategiji imate podrobno finančno poročilo, ki tudi to prikazuje. Znesek, ki se ga zagotavlja, je okoli 200 milijonov evrov. 5000 stanovanj od obdobja 2021 do 2025 je zagotovilo te strategije. Predsednik vlade pač v svojih trditvah še vedno zavaja. Hvala lepa. Spoštovana predsednica, prosim, naj se poslanec za to res zavajajoče manevre upraviči slovenski javnosti na vse zadnje. Prvič, če ti nekaj napišeš strategijo, s tem nisi še nič zagotovil. Tako kot so oni napisali zakon, da bodo dolgotrajno oskrbo zrihtali, vira pa niso zagotovili. To je prva stvar. Druga stvar, zakaj so pomembna javna neprofitna stanovanja? Ja, za regulacijo najemnega trga, lepo prosim. Lastniška stanovanja generirajo to, da se poganjajo cene najemnin v nebo. Tako da prosim, da se upraviči slovenski javnosti in predvsem mladim ljudem za to res grozno manipulacijo. Hvala lepa. Dobro, hvala lepa. Spoštovana kolegica, veste, da to ni bil postopkovni predlog. Vsak ima pač svoje mnenje in svoje mnenje lahko tudi pove. Jaz bi poprosil, da opozorite gospod Sukič, da vse trditve, ki sem jih navajal, so na podlagi dokumentacij, so na podlagi zagotovljenih sredstev, tako da se nimam za resnico nikomur nič opravičevati. Hvala lepa. Dobro, saj sem rekla, vsak ima pač svoj pogled na zadevo, tako da pustimo zdaj to in gremo naprej.